Takole pa iz jedilnice prihajamo skozi Ptičje petje do naše rezidence. Lepo dišeče. Kaj nam fali? Ponedeljek, še par dni, bomo tukaj. No, prispeli smo v Nikozijo, Lefkozi, po turško, da vidimo, kaj nas čaka današnji dan. Kerenijska vrata, vhod v v Nikozijo. Spomenik Atatürku na vsakem vogalu v Turčiji in je vstop skozi Kerenijska vrata v Nikozijo. Kerenijska vrata še z druge strani. Gremo proti sončku. Skriva muzej dervišov. To je fontana na Atatürkovem trgu. Vodička veselo razlaga. Spomenik iz beneških časov. Zadaj je pa iz angleških časov angleška upravna stavba. Vse skupaj pa iz lepega peščenjaka narejeno. Atatürkov trg. Danes je praznik Mevlüt, dan, ko se je rodil prerok Mohamed in je danes kar precej stvari zaprtih tukaj v Nikoziji. Četrt advokatov v Lefkoži. Lefkoža ali Nikozija. Lefkoža po turško. Med kamili mošeja, stara, znana. Torej za eno centralno kupolo, ta mošeja ima še potem 3 stranske kupole, minaret, noter žal ne moremo iti, ker je skoraj da vedno zaprta, ampak smo potem zopet isti elementi, torej ta mihrab, izklesana niša iz marmorja in mimber, stopnice, kjer potem muslimanski duhovnik vodi pridige na sveti dan, oziroma ob glavni molitvi. No in na vseh mošejah boste tudi videli pol meseca, zgoraj nad kupolami. Zakaj pol mesec? Zato, ker ko je prejel prerok Mohamed, Božja sporočila, je na nebu sijal pol mesec. Zato na vseh mošejah potem posod isto po celem svetu, so ti pol meseci kot okras, pa tudi tukaj recimo na ograji vidite, pol mesec in zvezdo. Drugače pa seveda vsak musliman, ki gre bež barve. Ja, in to je tako imenovana Ledra Palast ali Ledra Palača. In ta hotel je bil odprt leta 1948, zelo moderni hotel, tako da je seveda tukaj ogromno gostov tudi dopustovalo, ampak danes tukaj prebivajo vojaki Združenih narodov. V hotelu. To je zelena linija od leta 1983. Vojska je čuva. Smo na debelem, ne tako visokem zidu, obzidju, kakor v Famagusti, ampak je zelo trdno, močno in tle vmes je pa nikogaršnja zemlja, mejo med Severnim Ciprom, ki je turški, in grškim delom, Republiko Cipar. Občasno tukaj patrolirajo tudi vojaki Združenih narodov. V lepem starem predelu. Ni toliko obljudeno, ker Turki, ki so se sem naselili, so že si zgradili v novem delu lepe hiše. Tako da je tle malo zapuščeno ali pa neobljudeno. Je pa zanimivo za turiste. A gremo v karavanseraj. Lepo je tle. Tudi vse turiste pripelje. Vse v krogu. V Kapadokiji.
Karavansaraje so recimo gradili na vsakih 40 do 50 km, ker so kamele, s katerimi so potovali, lahko naredile to razdaljo na dan, več ne. In zato so tudi zgradili vedno v vsakem karavansaraju prostore za živali in za trgovce. Tako da v spodnjih prostorih, recimo če je sedaj kdo prišel v ta karavansaraj za živalmi, so bili prostori namenjeni tukaj spodaj živalim, a ne. Drugače pa, kje so lahko živali potem tudi imele hrano in vodo. Ja, da grem čez. V osrednjem delu vidite potem meščit ali molilnico oktagonalne oblike in določene molilnice so imeli potem tudi tukaj pipe za živali, ki so točili vodo, da so se lahko napile. Drugače pa tukaj je recimo bilo to bolj namenjeno seveda zopet čiščenju vernikov, ki so potem odhajali do meščit svoj čas. No in znotraj bi ravno tako danes si meščica prst videli potem te kaligrafije. Še tako majhne prostore so še nahaja kaligrafije, ampak kaligrafije sedaj niti niso. Gremo še k temu šeji noter, lepi, kar dosti mošej, to se pravi prizidanih minaretov je, tale ima 2 minareta, prizidanih minaretov je k starim katedralam. Kako Breda ti je všeč? Ja, to ni čisto islamski stil. Ja, minaret je. Ja, to so dodano. Ja, pravilno, da so izkoristili, ne? Pametni ljudje. Pomivalnike so dali sprede, pa je muslimansko. Katedrala St. Sofija oziroma Aja Sofija katedrala. Tudi izkoriščen stari gotski stil. Da vidimo, kaj nam bo povedala Silvija. Nikolaja. In danes se ta katedrala imenuje, oziroma mošeja, bolje rečeno, Selimije. In ta katedrala nosi tudi ime po sultanu Selimu, ki si je seveda živel od Cipr, kar mu je potem tudi uspelo leta 1571. In sultan Selim je veliko slišal o otoku Cipr in vinu Komandarja. In paradoksno, vsak sultan je imel svoj nadimek. In sultan Selim je imel nadimek sultan Jan. Se zuvava in greva not v mošejo. Malo se pomoliti, malo noge spočiti. Vidiš, tako. Upam, da mi kdo ne bo vzel, so velika številka. Evo, lepo. Se po tepihu se pa lepo hodi, ne? Aha. Ja, vse tiste ježuščke in angelčke sta na vlako se dali preč. Je podobna koprski. Sultan Mehmedova knjižnica iz leta 1571. Tle je pa cela ta katedrala. Kar lepo ohranjena, ogromna in spremenjena v mošejo. V bistvu so samo tiste prčkarije preč pobrali, angelčke frfotajoče in dali kaligrafske zapise. Po tele hiše tle okoli so tudi super lepo. No, pa še z te strani, da je pogledava, da je obkroživa. Ogromna zadeva, ogromna. Breda na delu. Cena je že zvedla, 9 €. They are all double sides, different. Ja.
Se je rekla, da je dvojno. Evo, že na pol kupljeno. Na cerkev. Ja. Tudi nekaj popravljeno s sredstvi Evropske skupnosti. Čeprav še niso v Evropski skupnosti, šoldi pa so. Lepo obnovljeno. Prireditve so noter. Takoj tle nasproti je pa bazar. In tudi če je danes rojstni dan preroka Allaha ali Mohameda, je odprta, ker vseeno je turizem na prvem mestu. Lepo lajo zastave grške, ciprske, turške. Evo razlike med njimi. Molitev, čas molitve, muzeji. Zdaj že tudi preko CD-jev in preko takih zadev grejo. Dajte malo zaplesati z njo. Ciao bellezza. Idem na trebušni tifus. Evo. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, danke. Merci. Slovenski živ žal. Sredi Cipra. Oprostite, je nekaj še Turk. I don't know. Sami Slovenci, pa kaj je to zdaj hoditi, okupirali? Najprej so Turki okupirali Cipr, zdaj pa Slovenci. Zdaj pa da to poslikam lepo novo jopico. Še pašmino. Nek se vidi razkoš. Pa mojo novo priprogo. Čaki, ma to boš dala okrog vratu, ne? Ne, samo pokazala jo bom. Za zgodovino. Za zgodovino, kako so sveti. Ja. Prava. Lepa. Evo, pa gremo v naslednjo štacuno. Na prezentacije, na kupovanje. Thank you. Evo, ženske so že pri delu. Amarela jutri. Fina mehanika, točno tako, ja. Lik žena razlaga, kako so je tele atestirani kamni ven leteli. Ja. Sad vas molim da malo mjesta za mene. Samo su 4 klasifikovana kao draga kamena. Jel znate koja su nam 4 draga kamena? Dobro. Safir, bravo. I onaj smaragd, bravo gospođo, tako je. Smaragd zelene boje, safir plave boje, rubin crvene boje i znači neprikosnoveni dijamant bijele prozirne boje. Sad je i još uvijek danas to mišljenje vrijedi kao ploče, to je investicija ploče zlata, jeste, ali vam znači cijena zlata uvijek oscilira na berzi gdje gore dole, a cijena dijamanta kao dragog kamena nikad vam ne oscilira ni uvijek. Ciprska zastava je inverzna turška, zraven je pa napis, jaz sem zadovoljen, da sem Turk. Pregovor Atatürka. Ponosen, da sem Turk.
Ja. Zastava je velika, 150 x 200 metrov. Napis pa tudi podobno tegu. 300 je, ker je prav. Gorovje je pa, kako ste že rekla? Gorovje je to? Bešparmak. Na začetku Bešparmak gorovja na severni. No, to je 5 prstov, potem se imenuje gorovje Bešparmak. Skoraj doma v Alsančaku. Začelo je rahlo rositi. Silvija, kot vedno, je pravilno splanirala tajming izleta. Danes je en lepi dan, ptički pojejo. Danes je lepi dan, ves v dežju in poscan. Evo, Ljuba me je prehitela. Njena jakna ni plastična. Današnji izlet je blizu Famaguste, v Salamis. Naša grupa potuje, dež je nehal. Gremo weiter. Agora oziroma v rimskem času potem forum, tukaj je bila potem pač glavna, bi lahko rekli danes tržnica, kjer se vse odvija kulturno, politično in gospodarsko središče. Ampak tega dela torej danes ne bomo obiskali, drugače pa tukaj se nahajata, kot sem rekla, iz bizantinskega obdobja, torej govorimo o Nadna ulica. No, to mesto Salamis je imelo potrese močne, vse to je bilo zvrnjeno, po tleh uničeno, arheologi so to leta 1974 postavili po konci in še tsunami je bil za povrhu, da je splahno to zadevo. Ekola, moja ljuba je tle. Imaš čudovit marmorni tlak. Kaj pa ti praviš, Breda? Je v redu? Je v redu? Vodne cisterne pred Agoro. In zato se je potem voda iz cisterne stakala do rimskih term. Ob rimskih termah so bila potem vedno javna stranišča ali latrine, in potem vsa ta odpadna voda od teh fekalij se je stekala in jih potem po velikosti zbirali in iz njih delali različne motive. To je bilo najprej zelo so bili enostavni vzorci, torej iz temnih in belih, oziroma iz črnih in belih kamnov. Rimska agora, bazenčki. Tle še dela za vse to najdati in poštimati. Gremo mi weiter. Tržnica, ki je bilo politično, kulturno, gospodarsko središče in sem se smeli zahajati tudi sužnji. In Agoro je vedno obdajala iz 3 strani stoja. Torej, to si morate predstavljati tako, da so bili stebri, da so bili potem nadkriti. Agore so tržnica, tle pred tržnici so bile tudi te terme, ki jih vidimo tlele. Tam naprej je bila tržnica in zraven se je bilo en kup malih trgovinic. Medtem ko tista še večja glavna agora se je nahajala nekje kilometrov. Kateri stebri so to, vem mogoče kdo? Korinski. Korinski, Korinski. Kar vidimo od teh akantovčevih in to so potem tako imenovani kanalizirani stebri. Korinski steber. Prepoznan po teh listih akantusa. Tukaj lahko tudi vidite, da se je dosti Jasno? delalo z manj. Takole, gremo od bazarja naprej. Toplozračno gretje. Tlaki, rimski, lepi, marmornati. Da vidimo, kaj pa tam. Tak tlak so imeli, zdaj pa ne vem, če je to zgodovinsko pravilno, verjetno je. Dobro je obstalo ta zadeva. Rimska hiša. Gremo na področje teatra, amfiteatra. Sedežne vrste ali kaveja in potem imamo še spredaj tretji element, galerija ali skene. Torej, tukaj smo v rimskem gledališču, kot sem rekla, so vse zgradbe iz rimskega obdobja in tukaj seveda tudi obstaja ogromno razlik med grškim in rimskim gledališčem,
ker so tudi Rimljani prevzeli elemente od starih Grkov. In sicer včasih pri grških gledališčih je bilo vse bolj odprto, kar pomeni, da oder ni bil priključen sedežni prstam in oder ni bil polkrožne oblike, ampak okrogle. Ravno tako se je galerija nahajala daleč stran, tako da vse skupaj ni bila celovita zgradba. To pomeni, da se je zvok od igralcev izgubljal, torej akustika ni bila dobra. Po drugi strani pa to tudi pomeni, da ljudje niso ravno potrebovali plačevati, da bi si pogledali igre, zato ker so lahko tudi od zunaj videli, kaj se dogaja. Kar veliki teater. Potem so na šlantih te ploščice prodajali. In kar veliko področje. Včasih je v tem mestu živelo 60 000 ljudi, pristaniško in izvoz bakrene rude je bil tukaj. Podobno kot v Efezu, tudi obnovljeno je samo nekaj sedežnih vrst, so arheologi obnovili drugače, skupno število vrst je bilo 50, če naprej se je nadaljevalo. Dionizov oltar za žrtvovanje ponavadi kakšne živali. Kjer se vedno žrtvuje. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudi. V eni roki nosi sonce, drugi roki zlati smeh. No, pa so prepričali Bredo. Boste mi pomagali pet? Ja. Katero bomo? Bomo dirigirali. Do groba, najela zvestoba, naj živi do groba, najela zvestoba. I zavedno pa sklenila. Ok, zdaj meno, ko vsi znamo. Žive na vsi narodi. Živ! Dajmo to. Vsi. Živi na vsi narodi, ki trepeno čaka nas. Da sonce hodi, prebiri sveta bo pregnan. Darojak, prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak. Darojak, prost bo vsak, ne vrag, ne sosed bo mejak, ne sosed bo mejak. Od amfiteatra naprej je bil še stadion in z te strani se pa že malo vidi morje in pred morjem Silvijo. Eno od rimskih kovil, ki so izkopavali, postavili zopet na noge, da imajo lahko turisti, ki prihajajo sem, predstavo, kako je včasih izgledalo v antičnem oziroma rimskem obdobju. So si prenašali sramno škodranče? Ja, smo tudi peli. Še hvala. Gremo še dol. Čudovite zadeve so tukaj. Mozaike, vzorce in z mitološkimi scenami, z geometričnimi vzorci, medtem ko tukaj pa bolj vidite, da se je delalo z marmorjem, granitom in če pogledate v bazen ali pa malo više zgoraj, lahko vidite tudi roza granit, roza. In
to priča o tem, da so roza granit tudi transportirali iz zgornjega Egipta. Tam so- so bogata na Asoana, ja. roza granita, ne, v ogromno zemlje. Eno manjše družinsko kopališče. Nekaj starih stvari še ni nič restauriranih, mogoče postavljenih na mesto, drugače tok je pa požrto, ta peščenjak. Marmori so malo bolj obstali. Steber je pa iz rdečega asoanskega marmorja, oziroma granita, iz zgornjega Egipta. Leiden. Aha, v polkrogu je bilo, tle pa precej manjka tega sekreta. Tako sedaj se lahko greste vsi olajšati. Ja. Deloma, ne, je bilo potem tako z marmorjem prevlečena površina, kjer je bila odprtina in kamor so se lahko usedli. Ampak kot sem rekla, prej je bilo potrebno ogreti marmor, zato so sem hodili tudi njihovi sužnji, da so lahko ogreli najprej prostor, šele potem so se oni usedli. In recimo pri latrinah so že odkrili ogromno različnih kovancov, ne. In seveda kovanci tudi kažejo na to, kdo je v tem obdobju vladal. Preizkus rimskega stranišča. Tukaj kanalček, ki je bil pri kraju, je tekla voda od enega do drugega, in so se umivali. Po teh ceveh, lončenih, je pritekla voda in tekla na eno stran in drugo. Tisti, ki se je na koncu umival, tisti je bil najbolj nesnaženo vodo je dobil. Sužnji so pa prej, kakor smo prej slišali, segrevali to sedišče. Gremo naprej v lepo obnovljeno mesto. To je bila pa velika dvorana. Gremo loviti našo grupo, da vidimo, kaj bo vodička povedala. To je pa veliki kompleks gimnazijuma. So se morali potem seveda umazanijene očistiti in zato so šli v levi ali v desni bazen in tukaj so se potem očistili vsega prahu in potu. In tukaj lahko vidimo recimo nekaj zelo zanimivega. In sicer vsi kipi so zopet brez glave, ne. Seveda danes tudi te glave se nahajajo v muzeji. Berlinu, Londonu. Kiparji so vedno Nefertiti v Berlinu. Ja. Senatorjem, vojskovodjem. Ajde, cesarica. Premešna glava. Cesarji v nadnaravni velikosti. Ker rimske terme so bile v bistvu ustanove, ki so ponujale praktično vse storitve. Tako da recimo tudi sem so lahko zahajali služni, ker služni so tudi potem tukaj odigrali različne V vloge. tej rimski hiši je lepo vidno hipohaustovo toplozračno ogrevanje. Tam se nahajajo te krasne vile. Ne ste videli 500 kvadratnih metrov. No in tam so ravno tako Topli pot. centralno ogrevanja. Tako da torej tukaj vidimo sedaj ta hipohaus sistem ali dvojna tla. To, če je toliko 2000 let staro, svaka jim čast. To pa ni Helios barva. Zida je toliko zmanjkalo, tiste je pa ostalo tam gor. Evo, pa gremo iz te vile ven. No in tukaj se zdaj grade da so potem opravljeni še z zadnjim postopkom. Z teh bazenov, z teh ogretih prostorov so šli v telovadnice, so šli se lepo počasi ohlajati. Da spet bazeni za počasno ohlajanje. Potem pa že sledila počasi požrtija,
masaže, v glavnem ni bilo slabo. Šla je pa mala pnenca, je pa več ostalo. To je pa peč od Hipokausta, evo, unikatno. Videli smo dosti te ogretje, Je dolgi kanal. te zadeve, ja seveda, da je bil Durhcuk. No, filmček smo posneli, lepo se vidi. Spet bazeni, spet odobokane zadeve, da ni mozaiko. Kar Salamis, ta je kar veličasten. In na koncu je v bistvu se kar lep dan naredil. Evo, tam je en Rimljan gor, prihaja Rimljanka. Ena Rimljanka nekaj vpije, drugače se pa tole vidi, da je bilo čisto včasih pri morju, da je bilo to včasih res pristanišče. In dokler niso prišli ti potresi in cunamini, je bilo to povezano z Sredozemskim morjem. In tle je bil veliko prometa je bilo tlele. Evo, in gledamo proti Izraelu, ne? Ti oboki so podpirali visoke zidove in velik razpon notranje gradnje, tam, kjer smo bili malo prej. Ampak kakšen je ta peščenjak, da je tako razpadel? V rimskem sudatoriju, švicalnici, so pa najlepši mozaiki oziroma največ jih je v celoti ohranjenih. Takole lepo so imeli Rimljani. Lep izdelek, še malo od bližje. Tih fragmenti, kar je ohranjenega. 2000 let je pa kar dosti. Kamenček do kamenčka. To je blizu, 9 km od Famaguste je tale Salamis. Bazen, Vse po zadnja leta je to najbolj popularna gradnja in tudi tukaj lahko vidite posod na levi strani oglase za nakup stanovanj. Drugače v zadaj, pogledajte levo, polje artičok posod, polje artičok. In tukaj... Z letu iz Salamisa smo se ustavili ene restauraciji v morju. Se lahko spet kopali. Lepa dolga plaža. Sredi tistega polotoka na koncu. Ki je konec Cipra, čisto blizu Sirije. Ja, Ljuba! Ja, Ljuba! Evo, na kakšni lepi lokaciji smo. Pri restauraciji smo okupirali tole lepo plažo. Ja. Evo, živijo Izraelci, živijo Sirijci, tam na drugi strani ste, čisto blizu. Ja, do kamer se da, od avtoceste do ceste. Drugače pa gradbišče, imamo nove zgradbe. No, danes se pa kar trije Slovenci kopajo. Danes ne bi bil osamljen, če bi se kopal. Evo, uživači. Voda je nizka. Mi pa moramo zdaj jeti. Smo se najedli baklav in teh prčkarij. No, mogoče bo spet dež. Ja, samo nekakva plaža tam naprej. Verjetno se vse nakrca tukaj, ne? Tam iz takih hotelov ima mala plaža. Pa tak otoček, tiste otoček je tamle po noči osvetljen. Lepo je. Super. Hoteli. Veliki hoteli so Ta tukaj. plaža je premehna za vse tukaj turišče. Večerni zarji. V lučkah sedem napolajo zastave v enem velikem hotelu Merit Royal, kraljevski.
Lep je, lepo urejena okolica. Kako diši tlele v tem sekretu. Če bi lahko vam posnel. Je tam en pogovor, ti piše. Aha, vsaka školjka je s papirjem zavita, da se ritka namaže. V hotelu Royal. Aha, a moš kot novi gost, da pride, da daš dol. Aha. Aha, evo. In ti namesti novo, da ne rabiš, Kenny daje gor tisti papir strališči. Lepa glasba, umirujoča. Vse v božičnih zvezdah. Danes gremo na grško stran otoka. Gužva jutranja je pred 9 uro. No, v Nikoziji bomo šli pa čez mejni prehod na grško stran otoka v Republiko Cipar. Kako lepo je razburkano morje. Ja, lepo je. Še kaj videlo? Zapuščamo turški del Nikozije, Lefkozije. Malo prišli na mejo. Zdaj pa že Konfin. Smo že na grškem delu mejnega prehoja. Evo, tudi tle imajo ležeče policaje. Bog jih nima razno. Zdaj se pa po grški strani vozi. Ista pašta je. Danes v Pofos potujemo s francosko grupo. Palme lepo obrezane. Kaj veliko krožišče. Cel cirkus tle. Prva pauza, prvo lulanje, prva kava v Grčiji, na grškem delu Cipra. Pilates, pija, monopija. Vsi so leteli na kavo. To ni kar tako. Pod zaščito UNESCO je ta zadeva. Hribu je neolitsko nahajališče. Rekonstruirana hiša iz tistih časov. To neolitsko naselje je pod zaščito UNESCO svetovna dediščina že z leta 98 in se sprašujejo, kaj so že v neolitiku imeli kot neke gradove. To so jih Grki izmislili. Naselbin, tako kot Hirokritija, torej datira 7500 let pred našim štetjem. V naselbini, kjer smo se prej ustavili na postajališču, danes v ozadju se pa skriva Olimpos. Francoski poročenca. Drugače se tukaj mladi poročajo danes, ker jih tudi ogromno študira, nekje med 28. Imajo lepe avtoceste, ja. Porta Septraverjala, comme les privilèges étaient donnés par la Nad Limassolom se pa dviga gorovje in je tudi malo pobeljeno od snega proti najvišjemu vrhu otoka. Cel park na sredini med avtocestama. Tunel. Kakšna lepa krajina, hribovita. Če
Zdaj gremo v Afroditin tempelj. Po izročilu se je izkrcala na Cipru in zato je ta praznik. Danes bomo videli torej Afroditino. Buči, buči morje sredozemsko. Evo, ni to skala. Uno je Afroditina skala, tam se je skrcala iz morske pene, uno je pa njen priležnik, ali kaj? Fukač, ne? Kaj naj bo kdo slikal? Tukaj še enkrat na levi strani sedaj ta manjša skala, skala Grka in ta ogromna skala pripojena kopnemu, Afroditina skala Štetje. No in mi bomo sedaj obiskali tako imenovano vasico Jero Kepoj oziroma Jerijski po. In v tej vasici danes se nahaja tudi cerkev, bizantinska cerkev iz 9. stoletja. Kar je pa tukaj bolj zanimivo omeniti pa je, da je bil to že v antičnem obdobju zelo dobro znan romarski kraj, že ki se reče figa kaktus, so tudi zelo dobrega okusa, torej sladko. Smo že v Pafosu na cilju današnje poti. Une demi-heure. On part d'ici. Zgodovinsko mestece. S'il vous plaît, le numéro de l'autobus. Zdaj smo pa v centru Pafosa. So spomeniki. Mihajl. Da imamo pa tole cerkvico. Lepa in zanimiva stara cerkev v Pafosu. Zelo stare ikone in zelo stare freske so notri. Novo leto se bliža. Verjetno lepotista smrečica razveselja. Brez fleša. Drugače pa tukaj sedaj, če pogledate naprej na Dobov, vidite potem križem pot Jezusa. Vidimo, krsto je zavezana. Če pogledamo na naslednjo stran, lahko zelo dobro vidimo, kako je Jezus dolg, popolnoma dolg. Torej, govorimo o krstu na reki Jordan in Janez Krstnika iz leve strani tudi krsti oziroma mu daje blagoslov, in angeli držijo potem njegovo obleko, na desni strani. No, drugače pa potem lahko vidimo še rojstvo Jezusa in na levi strani lahko sedaj zopet povsod vidite orle, ki so tudi simbol pravoslavne cerkve, potem pa glavni ikonostas in pa spodaj kraljeva vrata, kamor samo ima duhovnik pravoslavni ali menih vstop, kraljeva vrata. Drugače na levi strani imate potem še to dvojno ikono, tu se bo eno oko. Potem lahko vidite tukaj, delajo iz srebra, bakra ali celo zlata in vesijo ob ikoni, glavne svetnice. In recimo tukaj lahko vidite glavo. Mogoče je bil nekdo na operaciji, imel kakšen tumor, ko so operirali in je preživel. Ali imel kakšno često bolezen, te so oči tukaj zopet podarjene. Tukaj lahko vidimo dojenčka. Zadeva Sveta Petka. Tukaj hodijo in poljubljajo to desko tlele. To je sveta voda, naj bi oči pozdravila, ne so rekli. Aha. Ampak nas najbolj danes zanima obdobje, torej helenistično obdobje, 4. stoletje pred našim štetjem, ko Nikokles, kralj starega Pafosa, predstavi bazo pod novi Pafos. Vse lepo namakano. Palme obrezane. Tudi Pafos je veliko mesto, ja. V polotoku je za kraljeve grobnice in si naša grobnica veselo koraka naprej. Morje je lepo razburkano, piha, lep dan je danes, je številka 3.
zadnje Malo. grobnice, preden so umrli. In kot lahko vidite, je ta grobnica tukaj, kjer je Andra, takšen štirikotni prostor in okoli tega štirikotni strani štirje dorski stebri. Ja, štirje dorski stebri, kar priča o helenističnem obdobju. In tukaj, recimo, v tej grobnici je bilo prostor za več družinskih članov. Imamo tudi grobnice, kjer je bil prostor samo za enega. In seveda stari Grki so sami verjeli v posmrtno življenje, zato tudi so potem grobnice naredili tako kot domove živečih ljudi. Kaj to pomeni? Recimo, če bi mi prišli v grobnico, ker seveda ogromno roparjev je tukaj veliko dragocenosti pobralo, bi našli ogromno dragocenih stvari, kot recimo različne posode za vodo so imeli, potem so imeli bakrene posode, imeli so tudi, nekateri so postavili... Pravijo, da so to dorski stebri, če tako pravijo, je že res. Se tle, to je bilo skupinsko. Ko pa vem, ko se te skupinsko delo, ampak se naredili krovo, levo, desno. Pa še drži ta toploto, vidiš. Polno stranskih prostorcev. To je pa pol lukna pa slotiči. Ja. Polno stranskih prostorčkov je. Nekih luken. Ja. Čisto stanovalec spodnje tudi. V glavnem teh Grkov ni več, le ne par Slovencev, noter se še najde. Pa še tam se nadaljuje. Bog pomagaj. Veliko je to področje teh grobnic. Ja, primerno Kamnu. Kraljevo je to, ki je tak kraljevski položaj na polotoku. In ob lepemu, valovitemu Sredozemskemu morju. Gremo dalje. Področje samih grobnic, evo in zdaj gremo pod zemljo. Grobnica številka 1, kakšen velik vhod, tamo so tle malo podrli. In potem so jih po teh luknah nalagali. Vidiš, spodaj tle majhne otroke, večje otroke. To so vse v živo skalo sklesali. Seveda, to je bilo očitno malo ometano. Kar se iz tega vidi, ni bilo tako kot zdaj, ampak po 2000 letih se stvari spreminjajo. Preostala pijača pa potem torej komandarja in pivo 3 evre. Zdaj pa gremo v Pafosu na kosilo. Pafos ima 60 000 prebivalcev, kar lepo mesto, turistično, zgodovinsko obovalje. In gremo v Romeo, taverno, restauracijo. Bomo videli, kaj nam so pripravili na Nikalu, če bo kaj v redu in koliko bojo cene. V restauraciji Romeo zakurili so, da nam ne bo hladno. 50 km po lepi avtocesti in potem domov. Kakšen lep dan se je naredil. Najedli smo se na žaru prasca in piščanca in tadziki. Dobro, smo preživeli. Še na ogled Akropolisa. Mozaike in take lepe zadeve. Veliko vino. Spodnji prostori, drugače je pa bila tle na tem par tavžnih kvadratnih metrov Dionizijeva hiša iz rimskih časov iz 3. stoletja. Da vidimo, kaj so še ohranili. V kompoziciji kamenčkov je iz belih in črnih kamenčkov, samo pri laseh je malo rdeče-javega tona, kar kaže na to, da je ta mozaik tudi iz grškega obdobja. Torej, to je edini mozaik, ki je bil sem prinešen iz drugega področja. Vse ostalo, kar bomo videli, je bilo leta 62 tako čaroben napoj, da se bo Skila v njega zaljubila, ampak obstajal en problem. Kirka je ravno tako bila zaljubljena v Glaukusa. In namesto, da bi naredila lep čaroben ljubezenski napoj, je zaljubila v njega. In ena od teh je bila tudi nimfa Eho. In kaj se je potem zgodilo?
Ko pač Narcis, ker je bil tako zagledan vase, ni želel odvrniti ljubezen niti enemu dekletu, ker je najbolj ljubil sebe, je potem Eho začela izgubljati svojo svežino. Torej začela se skrivati v dolinah, v hribovih. In to je bila nimfa, ki torej nikdar ni molčala in tudi nikdar ni zaključila pogovora. In seveda, ker Narcis ni odvrnil njene ljubezni, je v bistvu njena svežina iz telesa izpuhtela in nazadnje se znižil svoj odsev, svojo podobo in na koncu je tudi on zgorel od svoje ljubezni do sebe. In vseeno so mu pa malo seveda bogovi stali ob strani, namreč danes roža narcisa raste ob vodi, da se lahko narcis vedno pogleda v vodo in opazuje, kako je letni časi. In sicer to lahko zelo lepo vidimo in vidimo tudi, da so mozaike delali kot slike, ker je vse ukvirjeno. In tukaj lahko sedaj vidimo na prvi sliki poletje. In sicer ta mozaik je malo slabše ohranjen, lasje so narejeni tako kot pšenični klaski. Če pogledamo potem naprej spodaj desno v kotu, se nahaja pomlad. In tukaj lahko vidimo tudi v laseh cvetje. Če pogledamo spodaj, vidimo jesen, v roki drži srp, in lasje so potem iz cvetja, iz listov. In potem spodaj tukaj na levi strani vidimo sivega moža, zelo hladnih barv, kar simbolizira zimo. In tukaj lahko vidite potem tudi, da vmesna polja simbolizirajo različne letne čase. Tukaj so recimo pšenični klasi, tam je potem recimo sadje, ki se obira, tukaj so race, tamle koza, jedilni prostor in je bil dimenzije 11,50x8,50 metra. In tukaj lahko zelo lepo vidimo mozaik, ki nosi ime Magoslavje. In bog Dionis danes se še bolj s tem ukvarja, kot je prišel, stari vedno so bili mnenja, da je to mešanica njihovega lokalnega. Namreč, on je bil sin boga Zeusa in smrtnice Sumeje. In ker je imel tudi Zeus ogromno žena, je bila njega tako ljubosumna, da ko je Dionisa videla kot malega otroka se igrati, je potem seveda naročila Titanom, da ga zvabijo z igračkami in raztrgajo. In Zeus je prišel skorajda prepozno, kar je ostalo od njega je bilo še samo srce, strelo jih je potem Zeus odgnal Titane in srce je vsadil v semeljino drobovino. In iz tega se je potem ponovno rodil Dionis. Dionis je danes bog hedonizma, norosti, bog ponovnega rojstva. Na vaši levi, Tizba in Priamus. In sicer to je zgodba, ki spominja na Shakespearovo Romeo in Julijo ali na Sen kresne noči. Mogoče je Shakespeare zopet črpal domišljijo iz Metamorfoz. Namreč v Babiloniji so obstajala na vaši levi strani Dafne. In na desni strani boga Apolona. In bog Apolon se je, ker je bila zapičena njegovo srce Kupidova puščica, zaljubil na smrt v Dafne. In seveda Dafne pa, kakor je navadi, ona ravno od vseh se je zaobljubila devištvu. In ker je hotela ostati devica, je seveda svojemu očetu, ki je bil rečni bog, ki je tudi tukaj tako prizorjen, seveda rekla, da želi, da jo reši teh muk, ona se ne želi poročiti z Apolonom. In Apolon je bog lova, vidite, da je tukaj popolnoma nag, nosi lok, prekriva ga samo živalska koža in škornji in on seveda z roko kaže na Dafne, ker se je odpravil za njo na lov. In seveda Dafne prosi in roti v zadnjem trenutku očeta naj ji pomaga in Dafne se potem od telesa navzdol začne spreminjati v korenine in iz nje potem nastane logorika. In danes se v logoriki reče Dafne v grškem jeziku, to je tudi zelo priljubljeno. Tudi Kupita ima takšno gorečo baklo v roki, kar v bistvu uprizarja mir pred tragedijo. Namreč, ko Fedra vidi, da njena ljubezen ne bo odvrnjena, zgodbo obrne. In ko Tezej pride domov, reče Fedra njemu, da Hipolit je tisti, ki jo seveda ljubi, in je napisal ljubezensko pismo. Tezej seveda verjame beseda Fedre in na to oče njega preklinja
na reki vekomaj in prosi Boga Neptuna, da ga kaznuje in to se res zgodi v mozaiku ovekovečen, torej mufloni divje ovce, drugače pa lahko tudi vidite pantre, tigre, konje, ne. Seveda, kaj so želeli s tem umetniki prikazati? Veličino rimskega cesarstva, ki se je raztezala na 3 kontinentih, ne. Zato so tudi seveda ogromno slišali, prebrali in s tem tudi upodobili živali, ki so se nahajale na kontinentih rimskega cesarstva. Da imate malo predstave, kako bogata je morala biti ta vila oziroma Rimljan, ki je v njej prebival. Tukaj, kjer se nahaja črno-bel mozaik, so našli samo okoli 50 cm pod zemljo ogromno vazo in v tej vazi 2884 srebrnih drahem. Dionizove hiše. Tle not je imel refošk za prijatelje. Tle not v temu bazenu. Ja. A ne Breda? Verjetno, ja. Kaj ti je bila lepa ta hiša? Ma je naša lepša, ne? Ja. To je par tisoč let mimo. Kaj praviš, da so lepi vzorčki, praviš? In katero ti je najlepše? Te drugi? Potem naslednji je v polno barvah, lej? Ta je zanimiv čisto kotu. Čisto kotu, aha, ta tudi, ja, evo. Po izboru moje žene, evo sem jih zdaj posnel. Ne, že v redu. Evo, ta gospa se zelo zanima za to zgodovino, je vse dneve, ki vse detalje poslikati. No, zdaj le nismo šli v štacuno, slikamo tole obzidje, poglej, kako ogromno mesto je bilo tlele. Te glavne fragmente smo si pogledali, je v pokriti hiši, dol je bilo pristanišče. To so Adža Solomon katakombe, v živo skalo vklesano. In tamle naprej je pa nekaj drugega. Evo, tle je avtoportret. Pomakaj z roko, Breda. Evo, to je Breda. Iz pravega granita, res trpežni. Zdaj moramo je cesta iz Pafosa, večer na soncu se vračamo. Na grškem delu otoka je ura 4:15, na turškem 5:15, v Sloveniji pa 3:15. Smo bolj na zahodu. Vračanje ob Limassolu, ogromen je.